Imeli prvo nujno sejo preiskovalne komisije Krpan. Sprejeli smo sklep, s katerim smo določili, da bomo pogledali v gradivo nekaterih prejšnjih preiskovalnih komisij, kjer so nekatere priče že bile zaslišane. Sicer pa je bil glavni del naše današnje seje določitev seznama prič, ki jih bomo zaslišali. In sicer imamo 3 sklope. Najprej predstavnike Vlade Republike Slovenije. Tukaj bomo zaslišali oba premierja v obdobju 2000 do 2004 in 2004 do 2008, torej dr. Antona Ropa in Janeza Janšo. Potem bomo zaslišali oba bivša ministra za obrambo, torej dr. Antona Grizolda in Karla Erjavca, ter dr. Zvonka Kremljaka, direktorja za logistiko, ki je bil tudi zadolžen za nakupe in je v imenu oziroma po pooblastilu bivšega ministra za obrambo dr. Antona Grizolda tudi podpisal pismo o nameri z Pavčkom, z Viator Vektorjem oziroma sistemsko tehniko. In pa z ministrstva za obrambo še Petra Zupana in Albina Gutmana. Potem so predstavniki sistemske tehnike, kjer bomo zaslišali oba direktorja, Jožeta Studenčnika in Milana Švajgerja. Na seznamu prič je tudi Miran Kos, odvetnik, in pa Marjan Senica, ki je bil vodja proizvodnje v sistemski tehniki. Potem je pa 3. sklop, to so pa ostale osebe, ki ocenjujemo, da bi lahko razjasnile nekatera vprašanja. Drago Kos, nekdanji predsednik Komisije za preprečevanje korupcije, Milan Nemcvikl, nekdanji poslanec, slikar Jure Cekuta, direktor Rotisa Ivan Crnkovič, direktor Viator Vektorja Zdenko Pavček, bivši predsednik Republike Slovenije Milan Kučan, Rok Praprotnik, novinar in član Senata Komisije za preprečevanje korupcije, Dejan Karba, novinar, Dejan Kaloh, novinar, in Aleksander Lucov, novinar. Sklep je bil soglasno sprejet z vsemi glasovi članov, ki so člani preiskovalne komisije. Sedaj bomo v nadaljevanju povabili prve priče na zaslišanje, verjetno v roku 14 dni, odvisno tudi od možnosti v Državnem zboru. To je to. Zdaj pa če še kakšno vprašanje. Ja, izvolite. Katere priče naj bi bile kot prve zaslišane? Verjetno bomo najprej zaslišali nekoga iz sistemske tehnike, da malo razjasni način, kako sploh pridemo do dogovora, kdo bo dobavljal in tako naprej, in pa oba premierja. Potem pa v nadaljevanju tudi oba obrambna ministra. Če ni več vprašanj. Kaj pa tisto gradivo, ste rekla, kaj ne bi že razjasnilo? Ja, mi smo zdaj uvrstili na seznam priče tudi recimo Zdenka Pavčka in še koga, vendar so te ljudi že, recimo tudi dr. Grizolda, že zasliševale komisije pred nami, zato smo zaprosili predsednika Državnega zbora oziroma ga bomo zaprosili za vpogled v te dokumente, da ne bi ponovno istih stvari spraševali oziroma da vidimo, če so že takrat povedali, morda niti ne bilo potrebno jih ponovno zaslišati. Je pa od takrat minilo kar nekaj let, več stvari se ve, tako da verjetno samo povabili. Hvala lepa.